Živijo, evo, kako ste kaj. Jaz sem se v srce zaljubila v prvem letniku medicinske fakultete, ko je na predavanjih iz anatomije profesor Ravnik razlagal o fibrozni plošči srca, v katero so vpete srčne zaklopke, ki deluje tudi kot izolacija, zato da električni signal med preddvorom in prekatom lahko potuje samo po zanj namenjeni poti preko AV vozla. In potem, bolj kot sem šla v globino, bolj sem ugotavljala, da je srce v bistvu fantastičen organ, zelo izčiščene linije, na nek način minimalističen, ampak v svoji funkciji praktično popoln. Jaz sem Daša Cugvic, specialistka kardiologije in vaskularne medicine, delam na oddelku za kirurgijo srca in ožilja UKC Ljubljana. Srce je organ, ki v bistvu začne utripati tam v 6. tednu našega razvoja v maternici in potem utripa neprestano do konca našega življenja. Utripne približno 100.000-krat v našem življenju, če ga seveda čuvamo in mu potem pustimo, da lahko izkoristi svojo celotno življenjsko dobo. Tukaj vidimo na ekranu mitralno zaklopko in aortno zaklopko, levi prekat in en majhen košček desnega prekata. Srce pri zdravem posamezniku je veliko, približno toliko kot njegova stisnjena pest. Kljub temu, da je dokaj majhen organ tu v sredini prsnega koša, pa opravlja veliko funkcijo. Njegovo prečrpavanje krvi, ki je sicer recimo z vsakim utripom približno 100 ml, poskrbi, da so vsi organi v telesu prekrvljeni primerno, da dobijo zadosti hranil in kisika za svoje delovanje. Ko priteče kri iz pljuč, priteče v to votlino, ki se imenuje levi preddvor, ta votlina sprejme s kisikom polno kri in jo preko mitralne zaklopke potisne v prekat. V tem času, ko se prekat polni, srce nekako počiva, manjkrat kot utripne v minuti, daljši so ti premori, ki jih lahko damo srcu za počitek. Potem pa se mitralna zaklopka zapre, kar prepreči pretok krvi nazaj, od koder je prišla. V naslednjem trenutku pa se odpre aortna zaklopka in omogoči srcu, da potisne kri v aorto, torej našo največjo žilo v telesu, ki potem deluje kot avtocesta, preko katere bo kri prišla potem preko manjših stranskih cest in najmanjših cestic do vsake celice, vsakega organa v telesu. Srce samo najmanjkrat od vseh organov v telesu dobi raka. Tisto, kar je najbolj pomembno od vsega, kar lahko naredimo ne samo za srce, ampak za celotno naše telo, je, da ne kadimo. Če kadite, prosim, nehajte. To je največ, kar lahko naredite za svoje telo in za podaljšanje svojega življenja. Za srce je pa sicer izrazitega pomena tudi redna telesna vadba. Ni potrebno, da so to zelo dolge seanse, 30 minut na dan, 5-krat na teden je več kot dovolj, zato da srce ohranimo v zdravi kondiciji. Srce utripne nekje med 60 in 100-krat na minuto v mirovanju, seveda, če smo zdravi. Včasih, če smo nekoliko nervozni, je teh utripov več, pri zelo sproščenih ali pa pri ljudeh, ki so sicer športno aktivni, je pa lahko tudi v mirovanju ali pa med spanjem tudi samo 40 utripov na minuto. Kardiologija je definitivno veda, ki je v zadnjih desetletjih naredila kvantne preskoke. Vsekakor je del razloga, da to poganja tudi dejstvo, da so bolezni srca in ožilja najbolj pogoste bolezni na svetu in da njihova pojavnost, incidenca zaradi našega načina življenja, na žalost tudi na svetovni ravni ves čas narašča. 30 let nazaj se je srčni infarkt zdravil tako, da so pacienti ležali v postelji približno 6 tednov, dokler se ni srce samo pozdravilo, kakor se je lahko. Potem je pa prišlo do nekega preobrata, prišlo je tudi do ogromnih napredkov v perkutanem zdravljenju, torej zdravljenju srca preko žil, brez odpiranja prsnega koša, kjer lahko zdaj infarkte, če ljudje pridejo dovolj zgodaj do zdravnika, naši kolegi, interventni kardiologi, pozdravijo na tak način, da praktično srce ne izgubi čist nobenega dela svoje funkcije. Na področju srčnega popuščanja, na področju elektrofiziologije, torej področje, ki se ukvarja z motnjami
srčnega ritma in tudi na področju zdravljenja bolezni zaklopk smo v zadnjih 10-15 letih strašansko napredovali. Zdaj lahko pacientom, tudi starejšim, ki so morda prekrhki za operativno zdravljenje, ponudimo zelo dobre načine zdravljenja in jim s tem omogočamo veliko bolj kvalitetno in daljše življenje.